Manca bila in še vedno je, ker jaz jo čutim tudi zdaj tukaj ob sebi in najbrž tudi ti, res najpomembnejši človek v mojem življenju. Leta in leta in leta in leta in leta nisem bila svoja. Tudi nisem bila od nikogar drugega. Sem se pa grozno trudila. En izraz mi je bil zelo všeč, ne vem, če se to lahko pove, ampak sva ga imeli, a ne, tako nama je dal moč. Jebi ga. Tako je, a ne? Moja gostja je Tatjana Zorko, kardiologinja, psihoterapevtka in srčna prijateljica Mance Košir, ki jo je tudi spremljala pri njenem umiranju, odhajanju. Tatjana, srčno dobrodošla na podcastu. Hvala, Mateja, da si me povabila na svoj prvi podcast. Midva se že nekaj let poznava. Naj jo je združila tvoja zmajeva deklica. Rajši reči, da naj jo je združila Manca. Obe, a ne? Obe. Ja, Manca, ki je mene tebi predstavila. Predstavila pa me je zato, ker mi je najprej podarila tvojo knjigo in potem je poznala moje navdušenje, a ne? In potem sva se srečali na enem dogodku. Ja. In na tak manjši način je bilo to. Sem ravno prej razlagala Vesni, kako je čez celo sobo zakričala: Mateja, tukaj je tvoja občudovalka. In meni je ta beseda bila tako nenavadna. Prvič, že sem slišala, da imam občudovalko. In sem najprej pomislila na moje članke, da si brala intervjuje, ampak se je res izkazalo, da je šlo za zmajevo deklico. In takrat sem te pol povabila, da si bila moja gostja v knjižnici na pogovornem večeru. Kamor je tudi Manca prišla. Tako. Skupaj sva prišle. Ja. In potem smo naredili intervju za prilogo Ona, Tako. kjer je tudi Manca pomembno vlogo igrala, ker si nekatere stvari si rekla, da jih rajš ne bi objavila, pa je Manca rekla: prosim, ne ostanejo notri. Se spomniš? Se spomnim. Ja. Se spomnim. In je bilo dragoceno to, pomembno. Ja, Manca je bila res zame zelo pomembna, ker jaz sem bila zelo negotova, a ne? Glede vsega. To je seveda izviralo iz mojega otroštva, mladosti, in ko sva se midve spoznali leta 1983. Sva se spoznali, je ona tako postala pomembna referenca zame, a ne? Ker spomnim se, da sem takrat brala to knjigo Suzane Tamaro, Pojdi, kamor te vodi srce, je naslov. In sva se pogovarjali in sem rekla: ja, ampak kaj meni pravi srce? Jaz res nisem slišala svojega srca. In sploh si nisem predstavljala, kaj to je, a ne? Mislim, to je imelo en von, en okus, ne, po nečem, kar bi bilo dobro, da jaz prepoznam, da občutim, ampak kaj to je, nisem vedela, a ne? In potem sem za vsako stvar, ki sem jo prebrala, ki sem jo slišala, ki sem jo doživela, z njo delila, da mi je ona nekako posodila te besede in dala ta kompas, s pomočjo katerega sem jaz potem res lahko ubesedila te svoje občutke, postopoma vse bolj in bolj in bolj. In v teh prvih 20 let nisva bile zelo si blizu, drugih 20 let, ko sem pa jaz sama zbolela in mi je Manca stala ob strani, tako kot sem jaz zdaj njej, sva pa bili res tako
povezani res tako duhovno, čustveno, čeprav nismo nikoli skupaj živeli, razen tako za krajši čas. Ampak ja, mirno lahko rečem, da je Manca bila in še vedno je, ker jaz jo čutim tudi zdaj tukaj ob sebi in najbrž tudi ti, res najpomembnejši človek v mojem življenju. A ne? Manca je sicer imela vedno navado reči prva najljubša, pa druga najljubša hči, a ne? Pa prva najljubša, pa druga najljubša, vsi smo bili najljubši, a ne? Manca ni imela enega naj. A omenila si, da si šla včeraj na njen grob in jo prosila, naj bo z nama, naj jo podpira pri tem pogovoru. Ja, jaz, torej odkar je umrla 2. maja in po pogrebu, no, se mi zdi, sploh jaz rada hodim na grobove, a ne? Kljub temu, da vem, da ljudi tam ni, a ne? Ampak tam nekako na grobu, recimo imam očeta pokopanega v Mariboru in mamo pokopano v Kopru in potem še stare starše in nekaj prijateljev in tako, in Manco tle zdaj na Žalah, ne. In se mi zdi, da stopim v en poseben stik, no, ko sem na grobu, pa zelo pride do izraza tudi ta moja, kaj bi rekla, lastnost urediti stvari, da je lepo, a ne. Tako potem kakšno te stare rože odnesem, a ne, pa posadim bršljan, pa kakšno stvar prinesem, kakšno majhno, odstranim one metulje, ki so že od dežja in sonca, ne, na Mančinem grobu zastareli. Kaj novega prinesem, pogledam, če je še vedno. Sem prinesla 2 keramična ptička na Mančin grob in sem videla, da enega je pa že nekdo odnesel. Tako da nič hudega. Ja, Manca je ta grob imela izredno rada, zaradi tega, ker ga je dobila v dar od ene starejše gospe, ker je to en prastari grob. In v njem sta seveda pokopana oba starša, mama Luša in oče Božo. Jaz sem oba seveda poznala, ona dva sta mene poznala. In se mi zdi, ne, da je to, in Manca je že tudi vpisana, ne, na tem nagrobniku, in se mi zdi, da je ta grob zelo preprost, ker ona ni marala nobenih marmornih in takih spomenikov, ampak travo, bršljan, zelenje in tako. No, in šla sem pa na grob zato, ker sem pred dnevi bila na Hospic kafeju, bi bila tudi tukaj, kjer je Tina Košir predstavljala to zbirko Lalinih pesmi, ki je bila tudi za Manco tako pomembna. In tam sem prav čutila, da Manca sedi zraven in sem si zaželela, da bi tudi danes sedela zraven. In sedi, oziroma lebdi. Lebdi, ja. Ja, ko so se pogovarjali, ko so se pripravljali na ta večer, si rekla, kako pomembno je, da nas nekdo ovrednoti, in Manca sigurno te je ovrednotila, te je prepoznala kot človeka, tvojo globino in ti je tudi pesem napisala. Namreč danes bomo tudi njene pesmi brale, Laline pesmi in tudi ljubezenske pesmi Boga, knjigo oziroma eno pesem iz te knjige, ki je bila tudi Manci zelo ljuba. Ampak bi te prosila, če zdaj prebereš pesem Plesalka, ki jo je namenila tebi, posvetila tebi. Ja. Je težka ta pesem, ampak seveda Manca jo je napisala, ker Manca je zelo dobro poznala mojo zgodovino, a ne? Ja. No, naslov je Plesalka. Mogoče povem, zakaj Plesalka. Enkrat smo bili na enem potovanju in tam smo sedeli v neki kavarni in je bila muzika in jaz sem tam res nekaj plesala. Jaz zelo rada plešem,
Me je pa v bistvu bilo sram plesati, a ne. Ampak takrat sem kar nekako se spomnim, ne, da mi je bilo, in Manca je seveda navdušena, kot je bila nad vsem in vsakomur, rekla, joj, ti moraš pa res plesati, a ne. No, naslov je Plesalka in potem še Tatjani. Bila si ustvarjena za nežne gibe, za toplo polaganje rok in milino predajanja, a otroku so nežnost ribali z grobostjo. Tvoje dlani so priklenili na njihove rane. Nihče te ni učil resničnega darovanja, le izpolnjevati pričakovanja. Nisi mogla prižgati sama sebe, pojili so te s temo. Nisi mogla vedeti, kdo si in kaj si želi resnična ti. Ko dovolj dolgo boli in se trese stara hiša, hoče duša iz kleti v svetu dan. Takrat se začne potovanje ključi. Na tem potovanju krivda bledi, sram pokrijejo rožni cvetlovi in strah izgublja moč. Takrat se telo spomni lastnega zapisa in začne plesati. Vesolje utripa v ritmu tvojega srca in ljubezen ogreje roki za dar. Zelo lepo. In se dejansko čuti, da te je poznala. Tukaj, medtem ko si brala, sem se spomnila na besede Alenke Rebula, ki si mi jih omenila, da nekateri začnemo v minusu, z minusom, nekateri z nule. A lahko to razložiš? In kako je Manca z nule začela in kako ti z minusom? In marsikdo z minusom. Ja, tu je Alenka Rebula, je tudi moja učiteljica, a ne. Jaz hodim zdaj že 4. leto v šolo poslušanja Biser, ki jo imata skupaj z Josipo Prebek, in tudi Manca je oboževala Alenko. Zadnjič sta se srečali 8. marca letos v Trstu, v Slovenski knjigarni v Trstu, kjer sta pravzaprav intervjuvali drugo. In si bila ti tudi zraven? In sem jaz bila tudi zraven, ja. No, ja, Alenka Rebula je seveda tudi zelo pomembna, ker ona z svojimi besedami, ne, tudi omogoča, da mi dobimo besede in da jih lahko izrazimo, a ne. In ona je enkrat rekla, je rekla, najslabše je se primerjati s komerkoli, a ne. Ker ko se mi rodimo, se rodimo zelo različnim ljudem, v zelo različnih okoliščinah. Ljudje, starši, okolica nas bodisi podpira, bodisi ovira, a ne. In potem, ko rastemo in odraščamo, pravzaprav je dobro, da se zavedamo, od kod smo prišli, a ne. Ker nekateri pridejo iz relativnega blagostanja, ne. Njihove duše nimajo te naloge, da grejo skozi pekel, da bi prišle v nebesa. In seveda lažje, hitreje pridejo do neke osebne zrelosti, kot mi, ki smo res začeli ne, res v nekem pomanjkanju, v neki praznini, v nekih hudih travmah, hudih problemih. In ja, pomembno se je zavedati, a ne, s čim so nas opremili, da smo danes tukaj, a ne. In s tem, kar so mene opremili, ali pa razorožili, je nekaj čisto drugega kot tebe, kot Manco in tako. In Manca se je seveda zelo zavedala tega, kar je recimo dobila od svojih staršev, od mame je dobila nekaj čisto drugega kot od očeta. Oče jo je res oboževal
in to ji je dalo krila, a ne, v vseh pogledih, a ne. Ko je želela biti pametna, ji je rekel, ti si nadpametna, a ne, ti si najbolj pametna, a ne. Ko je želela biti lepa, ji sicer ni rekel, da je zelo lepa, ampak to je dobila drugje, a ne. Tako da, ja, to je pomembno se zavedati, a ne. In moja pot je bila pot ob njej, a ne, ne njena pot, a ne, čeprav sem večkrat si želela jo posnemati, a ne, skočiti na to pot, da bi mi bilo lažje, boljše, drugače, a ne. Tudi sem bila opremljena z enim globokim nezaupanjem, da nekdo sploh hoče biti z mano, a ne. Zelo je bil prisoten ta lažni jaz, ki sem ga formirala zato, da bi nekako lahko preživela, a ne. In ta lažni jaz me dolgo ni zapustil, ne. Ker seveda nastane takrat, ne, ko je ta zapis tako močen, ker otrok ne more preživeti, ne, takšen kot je, če ga okolica pri tem ne podpira, a ne. Mogoče poveš, kaj se ti je dogajalo v otroštvu, katere stvari so te zaznamovale najbolj? Ja, torej jaz sem se rodila v Mariboru, v eni zelo preprosti družini. Mama je bila skoraj nepismena, ker je lahko naredila samo 3 razrede osnovne šole zaradi vojne in to. Oče je sicer bil strojni ključavničar, oba sta izvirala iz zelo številne družine. Mlada sta se poročila, zato ker je mama zanosila in oče je šel potem takoj v vojsko, in ko se je vrnil, na pragu recimo 22-23 let sploh ni vedel, kaj bi počel, ne. Mama je pa ves čas vedela, zaradi tega, ker je bila najstarejša hči, in je pravzaprav vedela, da otroci preživijo, če skrbiš za njih, a ne. In mama je res naredila vse, da je poskrbela za naju z bratom, in je šivala sama in je, torej ni da ni, a ne, delala. Oče je pa bil takšen žigolo, ne. Zelo je rad imel lepo, tule sem mu jaz kar podobna, zelo je bil veseljak, rad se je družil, ne. Ženske so ga seveda tudi oboževale in on njih in tako. Tako da sem zrasla v eni družini, kjer moja starša, gledam zdaj nazaj, sigurno nista bila za skupaj, a ne, oziroma nista zmogla biti skupaj, nista znala biti skupaj, nista hotela biti skupaj, ni jima bilo dano, da bi bila skupaj. In to je pomenilo, da očeta skoraj ni bilo, mama je bila pa zaradi tega zelo, zelo nesrečna. In potem na določeni točki jo je tudi zapustil. Jo je tudi, oziroma ona, Vas je vse tri. Pri mojih 11 letih je to pač šlo v to, da je mama rekla, ne morem več, jaz moram ohraniti svoje življenje, in res je takrat tako zbolela, da je skoraj umrla. In potem mu je spakirala kovček in je šel. In potem je trajalo seveda še par let, predno sta se nekako sporazumela, oziroma se nista sporazumela, ampak moja mama ni nikoli tega prebolela. Nikoli. In še tisto zadnjo uro, ko je umirala, stara dobrih 84 let, in sem bila z njo in sem videla ta njen pogled. In sem tako nekako pomislila, kako bi bilo fajn, da bi zdaj oče, ne, prišel pa jo peljal tja čez. In sem videla, kakšen obraz jeze in zamere je izraz tega je še vedno na njenem obrazu. Tako da moja mama je bila zelo nesrečna, oče je bil odsoten, jaz sem idealizirala očeta,
Mama mi je pa zelo šla na živce, ker je bila tako nesrečna, tako nejevoljna, tako sovražna. Torej, točno takšna, kot jaz nisem nikoli hotela biti. In potem sva se skozi borile, ne. Jaz sem ji dopovedovala, da ona ni v redu, ona je v meni videla tega svojega moža, tako da to bi bila res ena godlja, a ne, ki mogoče šele zdaj pri mojih skoraj 70 letih, po vsem, kar vem, kar sem doživela, preživela, nekako lahko rečem, mama, oprosti mi. Ampak bila sem samo otrok. A ne. Rabila bi res oba. In to me je zaznamovalo, seveda, zelo močno. Ko je oče odšel, si pa se zbližal z nekom, ki ti je predstavljal nadomestnega očeta. Ja. Pravzaprav, ne, če zdaj pogledam nazaj, je bil to prvi moški, tudi očetovih let, ne, duhovnik, v katerem sem res prepoznala to očetovsko figuro in to svojo strašno lakoto, a ne, pomet očeta, pomet skrbnika, pomet nekoga, ki bi me brezpogojno podpiral, a ne. Ja, to je bila ena močna lakota, ki seveda niti z njim, niti potem z kasnejšimi mojimi partnerji ni bila potešena, zato ker tisto, kar nisi dobil od očeta, ti nihče na tem svetu ne more dati. Tisto, kar nisi dobil od mame, ti nihče na tem svetu ne more dati. Ampak mi vsi tako hrepenimo, a ne, da bi dobili, da bi srečali koga, ki bi končno, ne, ker imamo to pravico, ne, celo mislimo, da imamo pravico in da je njihova dolžnost, da poskrbijo. In to je seveda spet ena zmeda, a ne, ker pelje v te nezdrave odnose, v slabo komunikacijo, v ta zacementirana pričakovanja, predvsem pa v izgubo samega sebe, a ne. Jaz vem, kako sem v teh odnosih pomanjševala samo sebe na eno pridno punčko, brez svojih želja, zahtev, vse je dobro, samo da si zraven mene in da skrbiš za mene, a ne. In to je ta zloraba, a ne, o kateri sva se tudi pogovarjali. Ki si rekla, da je celostna zloraba. Tako, ne. To je ki se nanaša na tega nadomestnega očeta. Na ta lik, ne na to osebo, a ne, na ta lik, in ki je predvsem najprej samo zloraba, a ne, ker nihče nas ne more zlorabiti, če mi, tudi če smo otroci, a ne, ne damo na razpolago vsega, kar imamo, misleč, hoteč, želeč, da bi končno, a ne, te nekdo videl, slišal in tako. Tako da zdaj, ko to prepoznavam in sem zelo delala tudi seveda na tem, da bi sama sebi odpustila vsa svoja vedenja, ki sem jih pravzaprav zlorabila, a ne. Nisem bila iskrena, tudi jaz nisem bila iskrena, da bi dobila to, kar pač sem si želela in potrebovala. In šele zdaj, ko sem to zavestila, sem lahko nekako odpustila sebi, odpustila tem ljudem. Tudi na Manco sem veliko tega naslavljala, ne. Se spomnim enkrat, davno že, sem ji rekla, kako bi bila jaz rada v vlogi njene hčerke. Ker ko sem gledala, kako Manca globoko ljubi svoji dve, Ladejo in Tino, sem rekla, če bi jaz to, a ne? Če bi bila Manca moja mama, čeprav je bila samo 7 let starejša, a ne? In ni hotela biti moja mama, a ne? In dobro je, da ni hotela, ker bi se seveda še bolj zapletali, kot sva se. Ampak na srečo, sva to prepoznali, ampak vse to zahteva res en čas, dolgotrajen čas, ne. Travme,
ki so nastale v našem otroštvu in jih prepoznamo v neki odrasli dobi, nas spremljajo celo življenje. Kaj si omenila, da ste se zapletali z Manco? Se spomnim, ko so se pogovarjali, da si rekla, da te je kdaj spominjala na tvojo mamo, da si bila prizadeta, pa si se malo umaknila. Ja. Tako da sta imele razne vzpone in padce. In tudi, ko si mi pokazala v italijanščini zvezdico za spanko, ki ti jo je poklonila, kakšno je bilo že posvetilo noter? Ja. Tudi, da je hvaležna za dobro in slabo v vajnem odnosu. Težko. Ja. To knjigo mi je podarila za letošnji rojstni dan, par dni pred svojo smrtjo. V italijanščini zato, ker ona si je vsa leta učila italijanščino, ker jo je oboževala. Jaz sem šele lani začela. Zelo me je tudi navdihnila za to italijanščino, no, in mi je to knjigo podarila v italijanščini. In potem mi je v posvetilo, ker Manca mi je vsako knjigo, ki mi je podarila, napisala posvetilo. A ne? No, in to posvetilo je tako dragoceno, ker je že težko pisala. Ona je imela takšno vehementno pisavo, takšno velike črke in tako. To je bila še njena pisava, ampak videlo se je, da ni več dobre povezave med njenimi možgani, med njeno roko in telesom, in je imela tako tresočo. Komaj je napisala, no, ampak je napisala, mislim, da v nobeno knjigo mi še ni napisala, razen v to, rada te imam in sem ti hvaležna za vse težko in lepo, kar sva doživeli skupaj. Ja, oboje je bilo, ja. In prav je bilo, da je oboje, in prav je, da je bilo veliko tega, ker mogoče bova še prišli do tega, kaj mi je rekla 14 dni pred smrtjo. Kar povej zdaj, da naš pozabi. Ja, no. Manca je recimo na nedeljo s pomočjo Tine in Jana komaj še prišla na svojo zadnjo švicarijo. Komaj, ne. Zelo se je videlo, da je v enem globokem procesu samo umiranja, kot jaz temu rečem. Ampak je zmogla in naslednji dan je šla z Tino. Tina jo je peljala na ta onkološki konzilij, kjer so potrdili, da je njena bolezen tako razširjena, da ni mogoče jo zdraviti, in da Manca seveda to tudi ne želi. In da se lahko začne ta proces paliativne oskrbe. In potem in je rekla, da naj naslednji dan pridem do nje, tle v Šiško, kjer je živela, in tam je že ležala pretežno, in potem je rekla, no, Tatjančica, bi ti lahko z mano odplesala zadnji ples. In to se seveda tudi navezuje na to plesalko. In jaz takrat še nisem razumela, kaj se pravzaprav dogaja. Čeprav sem na njo ves čas gledala tako z zdravniškimi očmi. Vseh teh 5 let, odkar se je njena bolezen začela, in sem šla z njo na te operacije in konzilije in vse to, in sem poznala njene diagnoze in njene izvide in komunicirala s kolegi in to. Nisem na njo nikoli gledala tako pozdravniško. Itak, no, je moja značilnost, da jaz ne gledam na bolnike skozi diagnozo, ampak skozi zgodbo. Ampak ona mi kot bolnica res ni bila primarna. In jaz res šele zdaj, ko gledam te njene posnetke in podcaste in tako, vidim, kako je res postajala vse bolj
krhka in kako je vse težje govorila in kako, torej njen duh je bil svetel in lep ves čas, ampak telesno je pa res tako propadala, pešala in to. Ampak jaz tega nisem videla. Ker si bila skozi ob njej. Ker sem bila skozi ob njej in ker sem gledala ta njen duh, to njeno srčnost, to njeno energijo in in ko mi je to rekla, sem rekla seveda. In sem bila prepričana, da je to pač to, da sem z njo, da jo peljem, da jo oskrbujem, ker takrat si želela biti doma, kljub temu, da je imela tukaj eno veliko bulo, ki jo je bilo treba prevezovati in tako. In jaz seveda takoj sem vse to nabavila, hodila k njej, jo prevezovala, ona hvaležna, ampak jaz se nisem počutila kot, mislim, za vsakega bi to naredila, za njo pa še posebej. No in potem zadnji dan, seveda 24. aprila, ko pa se je odločila, da ne more biti več doma, ker je postala popolnoma nepokretna, in je bila seveda zelo hvaležna Ladeji, Tini in meni, ki smo bili skozi njo in bi bili še več in še bolj. In tudi dobili smo zelo podporo in hospica in tega paliativnega tima na Onkološkem inštitutu. Zelo so nas podpirali in zelo dobro je organiziran ta sistem, spremljanja umirajočih. No, se je odločila, da bi šla rada v hospic, in potem smo ji seveda uredili, da so jo sprejeli, takoj so jo sprejeli točno v tisto sobo, v kateri si je želela biti in je neštetokrat prej bila. In potem smo jo tja spremljale, smo naročile ta prevoz, jaz sem šla z njo, z rešilcem, Ladeja in Tina sta prišli sami. In potem smo jo tam oskrbele, prepustile v oskrbo temu timu. In potem smo rekle, zdaj bomo pa dan za dnem, korak za korakom. In res tistih 7 dni, ki jih je še preživela v hospicu, sem jo jaz obiskala samo 1-2krat, sem tudi videla, da nisem potrebna. Mi je tudi rekla, zelo smo se odkrito o vsem pogovarjali. To je bila zame ena izkušnja, ki sem jo bila sicer vajena pri njej, ampak tako zares, kot smo se pa res pogovarjali o smrti, o odhodu, o vsem, pa šele zdaj dojamem, kako je to sploh možno. No, in potem nekako ni mogla prestopiti, narediti tega zadnjega koraka. Ladeja se je spomnila, da je nas povezala na WhatsAppu v eno zaprto skupinico, tako da smo si vse delile. Metuljčice. Metuljčice nam je dala ime, ja. To smo bile torej Ladeja, Tina, Taja in jaz. In smo si vse izmenjevale in smo si tudi izmenjevale to, da Manca več ne govori, da v glavnem spi, je bila tudi na morfiju, ampak da se z njo Ladeja in Tina pogovarjata, ji povesta vse sorte stvari in ona kar nekako to sprijema. In jaz sem bila doma in sem čakala, kdaj bo trenutek, da me bo mogoče poklicala. Čeprav nisem čutila kakšne posebne potrebe, da bi me, ampak sem pa čutila, kako je to tudi Ladeji in Tini v pomoč, da sem še jaz zraven, recimo neka izkušena pomoč, čeprav v hospicu je res to urejeno zelo lepo. No.
No, in potem smo nekako opazovali Manco in smo videli, ne, da je nehala jesti, je nehala piti, je skozi ležala na hrbtu, a ne, ni se nič premikala, ne, ni imela potrebe, da bi jo negovali, umivali in tako. To so v hospicu seveda 100% spoštovali, zares. In potem smo nekako rekli, ampak glede na to, da je še kar živa, bi pa bilo dobro kaj narediti, ne, in tako. No, in potem zadnji dan smo se tudi pogovarjali vse štiri o cerkvenem pogrebu, ja ali ne, kdo naj bi jo pokopal, kako bi to izgledalo. Jaz sem jo vprašala tudi, če želi to bolniško maziljenje, ker Manca je bila primarno globoko veren človek. Zakramente je pa dobila veliko kasneje, a ne. In potem je bila ona globoko veren človek, a ne, čeprav se z marsičem v tej cerkveni instituciji ni strinjala. No, in je rekla, da cerkvenega pogreba, da cerkveni pogreb bi si želela, če bi ga imel lahko pater Karel Gržan, s katerim je zelo dolgo in zelo prisrčno prijateljevala. In me je prosila, če lahko jaz to njega vprašam. In sem ga vprašala in je rekel, joj, meni bo tako težko, da bom samo jokal. Ampak če Manca to želi, bom. In ko sem jaz Manci to še povedala, ko je bila še pri zavesti in doma, je rekla, nikar. Mislim, da bi se pa Karli mučil z mano, nikar. A ne? In ko sem jaz to Karliju povedala, je rekel, joj, kako je prijazna. Res me je rešila hudega bremena. No, in potem je pa rekla Manca, saj jaz ne rabim cerkvenega pogreba. Jaz sem v svojih srčnicah napisala, da Bog obstaja, Bog me drži za roko ves čas, a ne, in to res ne rabim, a ne. In če bo Tina prebrala to pesem Bog obstaja, a ne, bo to čudovito in dovolj. In potem sem jo še vprašala, ja, kaj pa bolniško maziljenje, ne, to je en tak obred, kjer človeku, ki je zelo bolan in v odhodu, podelijo neko bolniško maziljenje. Jaz sem bila pri moji mami, ki je dobila bolniško maziljenje 3 leta predno je umrla, ko je bila v bolnici in je bila zelo slaba. In sem jaz poklicala tega bolniškega duhovnika in je prišel in sem bila jaz lahko zraven. Mama ni bila takrat pri zavesti, že zelo dementna. In to je bil en tak lep obred. Seveda tudi zaradi tega duhovnika Tonija, ki je bil čudovit. In jaz sem bila tako globoko ganjena in sem dobila eno takšno moč in sem rekla Manci, a ti to ne bi? Je rekla, ma ne. To sem jaz že dobila velikokrat, ne rabim tega. No, in potem se je zgodil en čudež, ki je sicer po moji razlagi takšen, ampak se mi zdi, da zelo drži. Torej, dan pred njeno smrtjo je v hospic prišel en španski duhovnik, ki je bil kot turist v Ljubljani in je prosil, če si lahko ogleda hišo ljub hospic. In seveda so mu to dovolili. In ko je bil že tam, so Ladeji povedali, da je pač ta duhovnik v hiši in če bi Manca mogoče vseeno nekako želela dobiti to, da je lahko tega deležna. A ne? No, ampak Manca je bila takrat že v komi in Ladeja je rekla, jaz bom ji to povedala, in mogoče bo pa s kakšno mimiko obraza ne nakazala, kaj pa kako. In je to povedala in je Manca nekako naredila eno tako gubico na čelu. In ta duhovnik je prišel, naredil ta obred, kratek in to. Ampak Ladeja je rekla,
da so potem vsi, ki so bili prisotni, videli, da je ta soba se osvetlila z neko drugo svetlobo, da so vsi ljudje nekako tako bili nekako drugačni. In Manca se je sprostila in tako, in potem je čez nekaj ure res naredila zadnji izdih. In jaz sem v tem dogodku videla, da je sam Jezus prišel po njo, jo prijel za roko, jo peljal tja čez in se je preoblekel v tega španskega duhovnika kao, da bi mi to verjeli, da je to res možno in da se je to zgodilo. Tako da to je bilo pa res eno tako čudovito olajšanje in da je res ona doživela eno takšno veličastno stvar, sem pa videla, ko sem jo potem obiskala, ko je bila že mrtva in je njeno telo še ležalo tam v hospicu, že umito, oblečeno, čudovito so jo Ladeja in Tina oblekle v obleko, ki si jo je sama zbrala, ker v plastiki pač ne bo kremirana, ne, mora imeti bombažno obleko in mora imeti zeleno, ker to je bila njena ljubljena barva. No, sem jo obiskala in takrat sem sedela tam pri njej in jo gledala in Manca res ni mrtva. A ne, res ni mrtva. Samo telo. Samo telo je. Samo telo je pač kot neka taka školjka, ne, ki je pač nehala bivati, ne. In pol tudi pogreb, ki sem se ga tudi jaz udeležila, je bil ena sama radost. Sploh nismo bili žalostni, ampak je bilo praznovanje. Ja. Kakšne spomine imaš ti na ta pogreb? Ja. Torej, ta pogreb je bil seveda tudi takšen, kot je ona želela, da je, a ne. In jaz še predno sem vedela, da ona si želi, da bi prišli oblečeni v belo, sem rekla, jaz imam pa en takšen dober bel kostim, kaj pa, če bi se jaz oblekla v belo. In potem si nisem upala, ker sem rekla, bom pa tam nekako izstopala in tako. In potem je Tina sporočila, da si to Manca želi. Tako da to je bilo veličastno, potem pa je že seveda prej povedala, katere pesmi, pa da bi Darja Švajger ji zapela, ki smo jo tudi poznali. Mislim, res je bil čudovit pogreb, tako da res ni bilo prostora za jokati, kar sem jaz najprej razumela kot prepoved žalovanja, a ne? In sem se počutila tako malo nesigurno, ne? Ker taka izguba, ne? Taka velika izguba, takšna pomembna izguba, ja, mislim, a lahko prosim jokam, a ne? Ja, oboje, ne, je bilo veselje, da je lahko odšla tako veličastno, kot je, v tako kratkem času, na tak čudovit način, da je pravzaprav zapustila ogromno doto vsem, tudi tistim, ki jo niso osebno poznali, ampak je bila seveda tudi ta človeška žalost, a ne, da je pa ni več, da me ne bo več poklicala, ne, da mi ne bo več rekla, da ne bo več poskrbela zame, da je ni, da je fizično več ni. Tako da oboje je, no. Ampak tukaj je bila potem še ena čudovita zgodba od zadaj, ker jaz sem imela 15 let psa, ki ga je tudi Manca imela zelo rada in on njo. In ta pes je tako slabel, bil je star, bolan in tako. In ko je Tinin pes, Jon, pred kakšnima 2 letoma tudi tako bil bolan, je Manca pravzaprav tudi njega spremljala in potem so se dogovorili, da so mu naredili evtanazijo
in so bili vsi zraven. In potem je mamica rekla, veš, ko bo pa Tobi, tvoj Tobi, a ne, tako daleč bom pa tudi jaz prišla in bom zraven. In ko je to se dogajalo z mamico, sem rekla, joj, Tobi sam zdrži, a ne, ker mamica ne bo zraven naju, a ne bo mogla biti, ti samo še zdrži in tako. In bilo mi je zelo dragoceno, da je bil, ker ko sem prišla od mamice, sem prišla domov, on je tam bil, sem ga peljala ven in tako. Skratka, bil je zelo v redu, prav mamica je poskrbela, da je bil zelo v redu. No, in 2 meseca pred 2 mesecema, torej 3 mesece je z mamico preživel, je pa potem nenadoma zakrvavel iz tega tumorja, ki ga je imel. In ko je zakrvavel, sem ga peljala na veterinarsko kliniko, šla je z mano moja prijateljica, tako da nisem bila sama. In mamica je tam poskrbela, da so nas obravnavali čudovito. In to bi je tako lepo odšel, ne, brez česarkoli, in mamica je bila seveda zraven, ne. In je poskrbela za ves ta aranžma. A ne? In to je spet prineslo eno takšno veselje, ne? Da tako, kot sem bila lahko ob mamici do konca in z vsem srcem, sem bila lahko z njim do konca in z vsem srcem. In tako se je lepo končalo. Kaj je v tem obdobju odhajanj tvojih dragih najtežje? Pa tudi česa se učiš, kje so pa darovi tega vsega? Zdaj, če pomislim, ne, kako sta odšla moj oče pa mama, ne, ki sta seveda najpomembnejša najbrž človeka v mojem življenju. Potem, in če zdaj primerjam, kako sta odšla mamica in Tobi, potem lahko vidim, da moja starša nista odrešena odšla, a ne. Sta sabo nesla ogromno ene prtljage, a ne, ker tukaj nista živela tako, kot bi bilo treba, da živita, torej v neki ljubezni, veselju, radosti. Ta dva sta pa res bila ta ljubezen in to veselje in ta radost, a ne. In koliko je res lažje živeti, a ne, če odide nekdo, ki je odšel na ta način, kot sta odšla mamica in Tobi, a ne. Polno, radostno, lahkotno, preprosto, pristno, a ne. Kakšno darilo je to za nekoga, ki ostane tukaj, a ne. In kakšno breme, če odide človek na takšen težek način, a ne. Da ne more ena čudovita pesem je, sem jo slišala, težko bi rekla, kako je točno naslov, nekaj o mami. In ta pesem poje, ne, na dan, ko si odšla, si rekla, hvala Bog, izpolnila sem svoje poslanstvo. Ne? Malo kdo lahko to reče, mamica je sigurno lahko to rekla. In zato bi jo tudi, ne, lahko 100% rečem, ne. Tako da, kaj sem se iz tega naučila, ne? Naučila sem se, da je treba vse narediti, da živimo res lepo, a ne, dokler smo živi. Da se ne bojimo tega odhoda, ker bojimo se ga takrat, kadar slabo živimo, kadar nam je težko živeti, kadar ne moramo odpustiti, ne? Kadar ne moramo se veseliti, kadar si mislimo, kakšno bedno življenje je to, a ne? Kaj nam drugi delajo, kako je vse slabo, ne? Ne moreš na ta način lepo umreti. In potem seveda zapustiš ogromno enega nedokončanega dela, ki ga potem mogoče še rodovi morajo predelovati, a ne? Tako da, ja, tega sem se zdaj res tako zavedla in po moje zdaj napredujem res bistveno hitreje, kot sem pred tema 2 smrtma.
da se zavedam, vsak dan, vsak trenutek. In včeraj sem ravno poslušala podcast od Aleksandra Zadela, tega psihologa, ki ga rada poslušam. In on je rekel, danes objamite svojega dragega, danes ga poljubite, danes mu povejte kaj lepega, danes, ker jutri morda ne bo več. Ne? Tako da to me je naučilo. Manca se je res dotaknila mnogih življenj, pa bi klele eno Lalino pesem prebrala, ki je bila ena od najljubših Mančinih. Ujela sem dih v votlino grla, luč je zažarela v meni, razsvetlila, kdo res sem. Čvrsto sem se oprijela notranje luči na dolgi poti skozi kraljestvo teme. Med hojo sem sejala semena svetlobe, kjerkoli so se moja stopala dotaknila tal. In Manca je res ogromno semen svetlobe posejala. Se mi zdi, da po njeni smrti, da je to še bolj postalo očitno, ker se zdaj veliko govori o tem. Recimo v konzorciju je bilo eno tako srečanje po njeni smrti, ko so ljudje prišli, te, ki so bili bolj povezani z njo in so svoje zgodbe govorili. In jaz sem to bolj poslušala doma, posnetek. Sem si mislila, wow, koliko nas je. Tudi jaz, tudi mene se je dotaknila. Bila moja profesorica na fakulteti, v hospicu so bili skupaj prostovoljki. Za Zmajevo deklico je ogromno naredila, res iz srca je verjela vanjo. Tako da, in po nas je bilo ogromno takih, kar sem še lepo videla. Ne? Tako da, res, kakšno poslanstvo je imela. Ja, jaz sem včeraj še enkrat poslušala ta njen zadnji podcast pri Klemnu Selakoviču, ki ga je posnela 5. marca, predvajanje pa bil 18. aprila, predvajanje pa bil potem 18. ali 19. aprila. In sem gledala one komentarje, ki jih ljudje, 42,000 ogledov, in komentarje, ki jih ljudje pošljajo. Torej, okrog 300 komentarjev in vsi so se globoko priklonili Manci, njeni zgodbi in temu pričevanju. A ne? In itak je Manca takrat z skrajnimi močmi, a ne, šla na ta podcast, ki jo je ta Klemen že prej vabil, da je še zadnjič res tako popolnoma bistro, popolnoma jasno, ne, povedala, kaj je res pomembno. In edina stvar, ne, ki ona pravi, mislim, da je to tudi sveti Frančišek rekel, ne sprašuj, kako naj delaš, ljubi, ker ko ljubiš, je vse v redu, kar narediš. Ne? In Manca je tudi to skozi govorila. Ne? Kadarkoli si v dilemi, ljubi. Se vprašaj, kaj bi naredila ljubezen, ljubila še bolj. A ne? In jaz mislim, da je to en jezik, ki ga res razumejo vsi, beli, rdeči, črni, uni. Ne? Seveda je Manca tudi šla komu na živce. Ne? Ampak mislim, da so si tudi oni sami šli na živce v resnici. Ne? In so v Manci videli to, tudi meni je šla Manca kdaj na živce, zato ker sem si jaz šla na živce. A ne? Ker jaz nekaterih stvari pri sebi nisem znala, zmogla sprejeti. Ne? In to, kar je bila res njena veličina, je bila to, da je ona bila tako zvesta. Ona se ni pustila odgnati. Se spomnim enega posnetka, je enkrat že davno, pred leti, v parlamentu so bili sami ti veljaki, a ne, moški, in ona je hotela prebrati eno Kocbekovo pesem. Ne? In potem mi je nekdo rekel, ja, ampak na hitro, na hitro. In potem je ona si dala očala gor in to pesem počasi lepo prebrala. In kamera je snimala te obraze. Prav žal mi jih je bilo. Ne? Kako ljudje vse pokažemo, ampak mi ne govorimo
drugemu, o drugem, mi govorimo drugemu o sebi. A ne? In to nas razkrije, vse, kar naredimo, nas pravzaprav razkrije. A ne? Ampak to, kar si rekla, ne, Manca je res znala prižgati luč, ni preklinjala teme. A ne? In danes zjutraj, ko sem gledala to knjigo Ljubezenske pesmi Boga, ki so bile tudi za njo neko sveto pismo, sem našla eno čudovito Hafisovo pesem, ne? Ki ga je tudi oboževala, ne? Hafisa, pa Rumija, pa vse te mistikinje in mistike. No, in ta pesem me je tako nagovorila, ker je odgovorila na moje vprašanje, ima naslov, kako je lahko vrtnica. Kako je lahko biti vrtnica, recimo. Ne? In potem sem si jaz rekla, ne, da pravzaprav sem se tudi jaz ves čas spraševala, ne, kako je biti svoja, kako je biti Tatjana, kako je biti neko dragoceno bitje, kako ne, v tem. No, in Manca mi je in ta pesem pravi, kako je lahko vrtnica. Kako je lahko vrtnica odprla svetu srce in mu podarila vso svojo lepoto. Ohrabrila jo je svetloba, ki je obsijala njeno bitje. Svetloba, brez katere vsi ostanemo preveč prestrašeni. Kako rabimo to svetlobo. Ja. In to je Manca bila. Ne? Ona je, kamorkoli sva šli, je ona, sva srečali nekoga, ne? Ja, a vi ste to, je kako čudovito, a to delate, a to ste naredili, ja čudovito, to je pa res čudovito. In to je bila Manca, ne? Manca je s to svetlobo res omogočila, da se je ta vrtnica odprla, ne? Da je ta roža zacvetela, da je izpolnila to, zaradi česar je prišla na ta svet. In ona je pomagala ogromno ljudem. In tako, kot je bilo zapisano v njeni usmrtnici, ne? Zaklad narodnega pomena. Ne? Si pa rekla, da je bila res garačica, da je dobivala ogromno mailov, da so ljudje dobesedno naskakovali, vsak je hotel nekaj od nje, je hotel, če je napisal knjigo, da je nekaj njenega na platnicah napisano. In da je znala tudi povedati, da kaj ni bilo dobro. V zadnjem času šele. A ne? To, mislim, ona je leta in leta in leta, a ne? In ko je bila še aktivna v službi, ne, profesorice tvoje, in potem, ko se je upokojila, je kar naprej hodila v službo. Ne? In kar naprej je razne ljudi podpirala in vse te knjige, ki jih je napisala, ne? Vsa ta pisma, ne? S katerimi si je dopisovala, a ne? Vse te ljudi, ne? To je, mislim, za eno življenje je ona naredila 100 življenj. Ja. Res. In to se v resnici dotakne človeka. Ne? Ne dotakne se človeka, če se kiti z raznimi medaljami. A ne? Ali pa saj je fajn, ne, če te nekdo pohvali, pa dobiš kakšno priznanje. Ne? Ona je bila zelo vesela tega priznanja, ki ga je dobila v decembru, ne, za prostovoljko. Ne? Pa je bila vesela tudi, ko ji je revija Elle podarila ta naslov za življenjske dosežke ali nekaj takega. Ne? Ampak ona je bila, ampak to so take uradna priznanja. Ne? Ampak to, kar jo je pa res veselilo, so pa bile te osebne zgodbe. A ne? In včasih, ko sem jaz ji potožila, ne, pa to se ne bo nikoli spremenilo, pa vedno bo me to gnjavilo, pa vedno me bo to mučilo. Je rekla, Tatjančica, ni res. A ne? Ni res. Ti se zelo hitro učiš in si se že veliko naučila. Jaz bi sicer rada, da bi ti končno nekatere stvari, ne, prepoznala, ampak glej, en izraz mi je bil zelo všeč, ne vem, če se to lahko pove, ampak sva ga imeli, a ne, tako, nama je dal moč. Jebi ga.
Tako je, a ne? Tako je zdaj, lahko pa bo kdaj malo drugače. Ne? In to je res pomenilo pa eno sprostitev. Ja, a ne? Ja, nišče ni popoln, ni treba, da je, ampak kaj vse pa je že, a ne? In z tem prijateljevanjem je ona mene zelo podpirala tudi v tem mojem poklicu, a ne? Če bova še kakšno o tem rekle. Ne? Ker to, kar je ona meni predala, sem jaz lahko tako ponotranila, da sem lahko potem tudi dala ljudem. In jaz sem vedno, ne, tako, ko sem se res skušala veliko pogovarjati z ljudmi, ki so prišli k meni, res skušala iskati njihove potenciale, ne? Kaj je dobrega, kaj oni imajo, kaj lahko naredijo s tem, kar imajo, kar so, s kom se lahko povežejo in to me ni naučila medicinska fakulteta, ne? To me ni naučil niti študij psihoterapije. To sem se jaz učila ob manci, torej videti dobro, hraniti tega dobrega volka, a ne? Opazi tudi slabega, ne se delati, da slabo ne obstoja. Ampak to, kar ima možnost rast, to zalivaj. Tukaj bi rada en odziv ene od tvojih pacientk prebrala od Sonje. Ki ga je takrat že, ko smo imeli pogovorni večer, mi je po internetu, mislim po mailu poslala. Tatjana Zorko je name naredila tak vtis, kot če noben zdravnik doslej. Ob njeni prisotnosti se vsi problemi zmanjšajo. Njen prijazen, mil pristop k vsakemu pacientu je prav zdravilen. Če bi bili vsi zdravniki na svetu taki, bi polovica pacientov odpadla že po pogovoru z njimi. Ja, tako da res ta sočuten odnos, ki ga imaš s človekom, je pomemben, je tisto, kar šteje. In si rekla, ko si imela ta delov podcast, da so se marsikatera, predvsem ženska, ne, se je obrnila na te, ki je svojo zgodbo prepoznala v tvoji. In tako da si še vedno na nek način aktivna tudi v zdravstvenem centru Lorena v Črnučah, si rekla, da greš tja, kadar te kdo potrebuje oziroma prav tebe želi. Ja, no, jaz sem zdaj po dobrih 40 letih dela, ne, sem se upokojila pred 3 leti in potem so me vsi spraševali, kaj boš pa zdaj delala, a ne? In potem sem rekla, nič ne bom delala. Tako sem si želela, da mi ne bi bilo treba delati v tem sistemu, za katerega vsi vemo, da zahteva toliko veliko birokracije in tako. Ampak sem si pa želela pomagati ljudem, no, tako, se pogovarjati z ljudmi, no. In na srečo sem že v času covida predlagala v tej reviji Jana, kjer občasno odgovarjam ljudem skupaj s svojimi kolegicami, da me lahko kdorkoli pokliče, ne. So se novinarke sicer ustrašile, kar osebna številka, pa kar naj vas kličejo, pa kako pa boste to? Pa je bilo to zelo v redu, ker me niso klicali, ne, kar naprej in tako, ampak so res nekateri poklicali tudi večkrat za kakšne take stvari, ki so jih takrat mučile, in jaz sem se res počutila zelo koristno, no. Tako da sem bila hvaležna, da sem se za to odločila. In potem sem rekla, nič, tako bom pa nadaljevala s tem, da bom pač kombinirala to mojo kardiologijo, medicino in to psihoterapijo, ker sem itak ves čas tako si želela razvijati neko tako psihokardiologijo, a ne? Torej, kjer kot psihoonkologija, a ne? Kjer so tudi zelo veliko pozornosti, ta zdravnica Marija Vegel Pirc, ne, psihiatrinja, je na Onkološkem inštitutu že desetletja nazaj uvedla to vedo, psihoonkologijo, ne. In sem rekla, to bi bilo nujno imeti tudi v kardiologiji, a ne? Torej nekaj takega kot psihokardiologijo, ker
vsi srčni bolniki, ne, in bolnice seveda, ki imajo neko potrjeno, morda celo hudo srčno bolezen, ne, mogoče so preboleli infarkt, imajo srčno popuščanje, tega je ogromno, ne. Ogromno je tudi seveda ljudi, ki nimajo neke organske srčne bolezni, ampak imajo težave z srcem, a ne. In potem sem jaz rekla, oboji, in tisti, ki so srčni bolniki, in tisti, ki niso še srčni bolniki, bi pravzaprav rabili eno psihološko podporo temu, da bi lahko, ko pridejo na pogovor o srčnih težavah, kot je težko dihanje, bolečine, aritmija in tako, lahko povedali, kako oni tudi živijo, kako čustvujejo, kakšne odnose imajo in tako. No, in ko sem v Loreni dobila pač to možnost, da tam še več kot že prej v svoji ordinaciji si lahko vzamem časa za ljudi, ne, se je izkazalo, da je vsaka povedala neko takošno zgodbo, iz katere je bilo mogoče sklepati, da to hrani njihove srčne težave. Ne? Spomnim se tako enega gospoda, precej starejšega, 76 let je bil star, je prišel, ker se mu je nenadoma zvišal pritisk, krvni pritisk. Prej ni nikoli imel pritiska in potem ga je njegova zdravnica mu takoj predpisala zdravila, poslala na različne preiskave, ultrazvok, EKG, laboratorij in tako, da bi ugotovila, kaj mu je. In potem je prišel še na ta kardiološki pregled in pogovor in jaz sem se z njim pogovarjala in sem nekako imela občutek, da ta človek grozno trpi. In da je ta pritisk, ki se je nenadoma pojavil, ima nek vzrok. A ne? Čeprav vemo, ne, da večina ljudi nekega jasnega vzroka za zvišen pritisk nima. In potem sem jaz rekla, kaj se pa je vam zgodilo, ne, pred tem, ko se je to pojavilo. In potem je ta gospod, 76 let star, 100 kil, začel jokati in je rekel, da je izgubil svojega psa. Da je moral ga dati eutanazirati in da je dolgo okleval in čakal, da se bo zgodil neki čudež, da je ta pes bil edini njegov družinski član. In da je vedel, da se mora od njega posloviti, hkrati se ni mogel, vse svoje prihranke je porabil za to, da ga je še obdržal pri življenju in to. In potem se je poslovil in potem nič. In potem ta pritisk. Sem rekla, pa ste vi povedali svoji zdravnici ali pa tistim zdravnikom, pri katerih ste bili pregledani, kaj se vam je zgodilo? Je rekel, ne, nihče mi ni tega vprašal. In to se meni zdi tako pretresljivo, a ne? Da mi zdravimo, pregledujemo, ne vem, kaj delamo, v resnici bi pa morali samo človeku dati z enim vprašanjem možnost, da pove, kaj je v resnici se mu zgodilo. In ko je ta gospod razumel, da se mu je pritisk zvišal zato, ker je bil tako žalosten, prizadet, ne? Se tudi ni več bal tega pritiska. Ne? In ne pretiravam, on je bil drug človek, ki je šel iz te ordinacije. A se je pol kaj še javil? A Ne. se mu je kaj Ne, pritisk ni se javil, ker jaz sem vedno rekla tako, ko so rekli, a lahko še pridemo k vam. Sem rekla, seveda lahko, ampak če ne boste, bo to znak, da ste v redu. Tako da najbrž je v redu. Ja. In če bi naš sistem omogočal, ne, zdravnikom, da imamo ta čas za pogovore, ker seveda se ne pogovarjamo, zato ker nimamo časa, ne? Ker imamo teh predpisanih par minut in to je to. In v tem času moraš narediti vse, a ne? Posebej zdravniki družinske medicine. Ne? Bi res ljudem lahko pomagali, bi predpisovali manj preiskav, manj kemije, manj vsega, a ne? Ampak mi se kar delamo, ne? Da to ni potrebno, da so potrebne reforme zdravstvenega sistema, namesto da bi ovrednotili ta čas,
a ne? In potem bi pravzaprav zmanjšali lahko čakalne dobe tudi na ta način. A ne? Pa da se manj tablic predpisuje. Vsega. Vsega. Predvsem pa, da bi ljudje občutili, da bojo dobili resnično pomoč. Da so videni, spet smo tam, kar smo se prej pogovarjali. Tako, v svoji celotni zgodbi. Ne, sej, ko človek pride v ordinacijo, je tam 50 minut, a ne, in prinese sabo celo svoje življenje. A ne? Pa odnese sabo vrečko tablet. Ja. Mislim, hecam se. Pogosto, ne. Ja, seveda marsikdo dobi tudi sočutje, empatijo. Jaz vidim, ne, da moji kolegi, tudi mlajši, ne, čeprav jih tako kritiziramo, ne, so zelo empatični in so v tem poklicu ne zaradi zaslužka. Nekateri so, seveda so, vse povsod so, a ne? Ampak jih žene ta en entuziazem, ena taka vera, da je to naše poslanstvo, da to ni poklic, ko greš ob 8, pa prideš ob 2, ne? Ampak da je to tvoje poslanstvo, da se ti pravzaprav s tem poklicem pravzaprav zdraviš samega sebe. A ne? Ko sem bila čisto še študentka in sem v okviru neke dejavnosti sodelovala v teh skupinah zdravljenih alkoholikov, mi je ta moj mentor, torej dr. Ugl je bil eden, dr. Klobučar pa drugi, mi je ki je vedel, kakšno ljubezen do knjig imam, mi je narisal tak ex libris, ne? To je bil takšen list, ki si ga vstavil v knjigo in je dokazoval, da je knjiga tvoja. In on mi je tam napisal eno takšno podobo, mi je narisal in napisal ta latinski pregovor: zdravnik pozdravi najprej samega sebe. Ne? Medici curate ipsum. A ne? In jaz sem prepričana, da meni to uspeva še vedno. In da če jaz ne bi imela te milosti, da sem lahko študirala medicino in delala v medicini ves ta čas, da ne bi preživela tega mojega raka izpred 20 let in da bi bila že sigurno pokojna. Ne? Če bi imela nek drug poklic. Kar je, ne, ta zgodba sem je že večkrat povedala, ne, moja prestrašena mama, samohranilka, je hotela, da grem na ekonomsko šolo, ne, da bi imela poklic te administratorke, da bi bila preskrbljena in ne bi bila odvisna od teh moških, ki itak so taki. Kaj te zapustijo. Takoj, ja. Očenju. Ja, tako, ja. Ko smo imeli intervju, si rekla, stavek, rada bi bila svoja. In zdaj, ko smo se pogovarjali, si rekla, zdaj pa sem vedno bolj svoja. Takrat je bila želja, zdaj je pa to izkušnja postala. Pa bi klele pesem Lalino prebrala na to temo, potem pa prosila, da še kaj poveš o tem. In naslov je Nora od ljubezni, tako kot je tudi naslov knjige cele. Nora od ljubezni sem se jaz, Lala, odpravila na pot. Dneve in noči hodila brez predaha. A glej, krožna cesta me je pripeljala nazaj domov in tu sem našla učitelja. Kakšna neverjetna sreča, sem vzkliknila in se objela. Hvala, da si izbrala to pesem. Res je čudovita in zelo sem hvaležna Tini, ne, ki je toliko let porabila, da je te pesmi prevedla in z manjšino in Žigovo pomočjo tudi izdala. Ja, to je točno to, a ne? Ne. Jaz leta in leta nisem bila svoja. Tudi nisem bila od nikogar drugega. A ne? Sem se pa grozno trudila, nekaj, ta norost, ne, najbrž, ne, od ljubezni
ali pa od življenja boljše rečeno, a ne, me je tako porivala, no, v te kroge, a ne, da je pravzaprav moje življenje se tako odvijalo, kakor ena spirala navzgor, ne. In na nobenem krogu nisem obstala, ne. Recimo, ko sem jaz delala specializacijo v kliničnem centru in tam potem delala kot specialistka in sem leta 1993, takrat sem imela torej 38 let, rekla, jaz ne morem tukaj delati, ne. Jaz ne morem tukaj delati, kjer pravzaprav bi morala se ukvarjati z raziskovalnim delom, pisanjem člankov, hojo na kongrese. Vse to je vse v redu in je potrebno in to, ampak jaz sem čutila, da sem jaz kao tista osebna sobna zdravnica in da mi je tam fajn. In zelo sem rada tudi delala s študenti, a ne. Ampak na kliniki nisem mogla delati samo tega, a ne. In sem morala delati tudi kaj drugega. In takrat sem si rekla, jaz ne morem to, tako kot je Tina govorila, a ne, da ni mogla sprejeti te akademske poti, a ne, zaradi tega, ker je bilo tam premalo srca, premalo njene duše, premalo tega, kar si je ona želela izraziti. No, in potem sem šla k šefu in sem rekla, jaz bom šla stran, ne morem več tako. Ja, kam boš pa šla? A ne, saj klinični center je vendar vrhunska ustanova, a ne. In potem sem si rekla, nekaj mi je reklo, norost mi je rekla, ne, bom že kako. In res sem potem dobila, sem prišla v drugi krog, kjer sem po 5 letih tudi šla. In potem sem prišla na zadnji krog, kjer sem pa bila res svoja, deklica za vse, a ne, kjer sem morala poskrbeti za vse, hkrati sem pa lahko delala točno tako, kot sem si želela. Ker si imela koncesijo, ne? Imela sem koncesijo, to se pravi, vsak je lahko prišel k meni z napotnico, nisem bila odvisna od samoplačništva. Potem lahko sem si vzela ne toliko časa, kot ga je zavarovalnica predpisala in plačala, ampak toliko, kot sem si jaz želela. Sem pa seveda ogromno delala, a ne. Ampak, ko sem se pred 3 leti upokojila, me je prevevala ena takšna globoka hvaležnost, da sem 40 let delala in zadnjih 23 let bila blagoslovljena s tem, da sem bila lahko točno takšna, kot sem zmogla biti, torej svoja. In da je to prineslo en blagoslov meni in pacientom in da se mi v tem času ni zgodila nobena huda stvar, nobena usodna napaka. Seveda je kdo umrl, a ne, absolutno. Ampak ni bil vzrok v tem, da sem jaz naredila neko usodno napako in tako. Tako da ja, ne, ta pot, ki jo žene, ta norost po ljubezni, po življenju do sebe in do vsega, ne, mi je pravzaprav omogočila, ne, da lahko zdaj rečem, zdaj sem pa svoja in lahko na Delovem podcastu in lahko v najinem podcastu govorim res tako o vsem in me res ni več strah, ja kaj pa ta Zorkova zdaj govori, a ne? Ja kaj pa ona govori, a ne? Saj vemo, kdo je ona, a ne? Ni me več to strah, ne? In ko si prej vprašala, ne, da je veliko poklicalo me zdaj ljudi, ne žensk seveda predvsem, ki so pri 60-ih, 70-ih letih iz te moje zgodbe prepoznale, da je njihova zgodba pravzaprav podobna, ne? Da še vedno jih ta otroška bolečina odsotnosti mame, očeta pravzaprav zaznamuje, da vedno znova obvladuje njihovo življenje, sabotira odraslega in tako.
In ko so se prišle pogovoriti, ne, so tako iskreno lahko govorile o tem in tako z eno drugo močjo, ne več tako nemočjo, z nekim prepoznavanjem, da se tudi drugim to dogaja, da se to dogaja celo meni, ne, neki zdravnici, ki o tem lahko govori. In to se mi zdi vrednost, biti to, kar si, povedati to, kar si, si upati, ne? Čeprav se veš v tem malem slovenskem prostoru, ne? Kjer veliko prej vidimo slabo kot dobro, a ne? Tvegati to razkritje, a ne? Ja, lahko sem ponosna, da mi je to uspelo, a ne? Res pa je, da sem se vedno bala to razkriti, ne? Ker je to bilo povezano tudi z drugimi ljudmi, s kateri se ne bi dobro počutili, če bi govorila o njih, ampak zdaj tudi ne govorim o njih, a ne? Ampak govorim o sebi. Tole za konec bi Lalino pesem, ki je na platnici, na zadnji platnici, ki se me vsakič znova dotakne, bi jo prebrala. Ker se nekako navezuje na to, kar si povedala. Nekateri so povsem budni z zaprtimi očmi, drugi zazrti v zunanji svet trdno spijo. Nekateri se kopajo v svetih vodah in ostanejo blatni. Drugi živijo posvetno, a si ne umažejo rok. Čudovito. Tatjana, najlepša hvala za najin pogovor. Upam, da se bo dotaknil mnogih src. Tebi hvala, Mateja. Ti si res izjemna sogovornica in jaz ne bi mogla in znala povedati vsega tega, če me ne bi ti tega vprašala na svoj način. Hvala. Hvala ti.